10. januarja 2013 je v prostorih Vlade Republike Slovenije potekal seminar z naslovom Kako poslovati z Azerbajdžanom, ki sta ga organizirala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Spirit Slovenija ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Azerbajdžan. Zdaj smo formirali novo agencijo, ki se imenuje Spirit, to je Slovenska javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, turizma in investicij. Prej so bile to 3 agencije, se pravi Agencija za spodbujanje internacionalizacije in neposrednih investicij in podjetništva, potem je bil turizem, je bilo tehnološka agencija, da smo to združili pod eno okrilje. In predvsem, kar mi pričakujemo je in si želimo potegniti čim več sinergij, in da bomo ustvarjali neko tako, bom rekel, klimo, ki bo pomagala slovenskim podjetjem tako pri domačem poslovanju, predvsem pa pri internacionalizaciji, se pravi vstopih na tuje trge. Seminar je potekal v sklopu priprav močne slovenske gospodarske delegacije, ki bo 15. in 16. januarja obiskala azerbajdžansko prestolnico Baku, in sicer ob obisku predsednika vlade Janeza Janše, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo magistra Radovana Žerjava in državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Ljuba Žnidarja pri predsedniku Republike Azerbajdžan dr. Ilham Alijevu. Hkrati bo v sodelovanju z azerbajdžansko partnersko agencijo AZPROMO v Bakuju potekala tudi konferenca z naslovom Azerbajdžan-Slovenija Business Forum, ob kateri se bo zvrstilo več bilateralnih poslovnih srečanj, predstavitev in okroglih miz, predvideni pa so podpisi številnih memorandumov in sporazumov med slovenskimi in azerbajdžanskimi podjetji, znanstveno-raziskovalnimi institucijami ter občinami, vključno z medvladnim sporazumom o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb. Yes, Azerbaijan today is rapidly growing economically because of our national resources. We have oil, gas, as you may know, and other riches and resources. Azerbaijan should develop not only in gas and oil sphere and other, it should be developing other sphere like agriculture, tourism. Po sami udeležbi lahko vidimo, da je interes ogromen. Azerbajdžan je tudi ena izmed prioritetnih držav, 6 držav Republike Slovenije, kar se tiče internacionalizacije. Mislim, da so priložnosti velike, podpisani bojo tudi določeni sporazumi na državnem nivoju in mi si obetamo veliko tega obiska. Če imate inovativne rešitve, s katerimi lahko konkurirate evropskim proizvajalcem, imate možnost za uspeh na tem tržišču. Zato, ker zelo dobro se pri njih prodaja zgodba, v Sloveniji dobite nemško kvaliteto za nižjo ceno. Azerbajdžanci so močni ciljni kupci, imajo denar. Se pravi, ne bom rekel imajo denar, imajo finančni kapital. In pa v tem trenutku, glede na to, da prej ni bilo nič, zdaj želijo na hitro imeti vse. Kar pomeni, da izjemno intenzivno vlagajo v razvoj infrastrukture, celotne infrastrukture, od potrošne do investicijske. Jeziki azerbajdžanski, turški, ruski, angleški, to je dejansko prioriteta, po kateri se gre. Osebni kontakt. Kontakt prek telefona, kontakt po Skypeu, po internetu, Facebooku, dejansko ne pomeni nič. In dejansko je za ta trg zelo važno, da si poskušate najti domače podjetje. Zdaj jaz govorim spet iz svojih izkušenj. Zaradi tega, ker domače podjetje ima vse potrebne dokumente, licence, vse tisto, kar je potrebno za neko pravno, legalno, formalno poslovanje. Pripravljalnega seminarja so se, poleg številnih slovenskih gospodarstvenikov, aktivno udeležili tudi predstavniki Vseslovenskega združenja malih delničarjev, VZMD, z ekipo Investo TV, ki se te dni intenzivno pripravljajo na skorajšnji visoki obisk države z velikimi gospodarskimi potenciali in enem od prioritetnih trgov tudi z vidika poslovnih partnerstev in tujih investicij. Ob obisku gospodarske delegacije bo ustrezno poskrbljeno tudi za predstavitev družb, institucij in investicijskih projektov vključenih v mednarodna investitorska programa VZMD, Investu Slovenija, Investo SI in International Investors Network, Invest2Net. Vabim vse, ki se boste udeležili tokratnega obiska,
da sporočite eventualno svoje želje, kajti ob tej priložnosti bo z nami tudi ekipa investitorske televizije pokrivala dogajanja, dogodke, ki se tudi vam zdijo pomembni. Poskrbljeno bo za ustrezne predstavitve iz tega naslova, tako da, kolikor imate s tem v zvezi ali s čim drugim, kakršnakoli vprašanja, interese, želje, seveda vabljeni, da to sporočite. VZMD vabi zainteresirane gospodarske družbe, institucije, skupnosti in posameznike, da izkoristijo možnosti sodelovanja in vključitve informativnih in promocijskih materialov ter investicijskih projektov na spletne portale, v gradiva in priložnostne revije Investo Expo ter dogajanja ob tokratni in številnih drugih predvidenih priložnostih, ki jih pripravljajo v okviru obeh mednarodnih investicijskih programov v letu 2013. Jaz samo si želim res in sem trdno prepričan, da bomo z novim vetrom, ki smo ga zdaj dali v krila slovenskega gospodarstva, dosegli več in da lahko v kratkem pričakujemo, da se bo naš izvoz začel povečevati. In tudi na trgih, ki niso nam, bom rekel, najbližji, tisti tradicionalni trgi Nemčija in, ne vem, Italija, ampak tudi na bolj oddaljene trge in da bomo, bom rekel, opogumili naša podjetja, da se spustijo v to, bom rekel, v to bitko s tujimi trgi, ki ni lahka, ampak sem prepričan, da skupaj to zmoremo in bomo močnejši in tudi bomo uspešni.